Če nekaj dobro deluje, ne popravlja je stari rek, ampak novi T-Roc deluje še bolje kot stari, ki se je tik pred prehodom novega še vedno odlično prodajal. Tudi sicer se je, v prvi generaciji ste jih razgrabili več kot 2 milijona in T-Roc je bil tudi drugi najbolje prodajen Volkswagen pri nas. Si niste mislili, a ne? No, Nemci enako napovedujejo tudi za drugo generacijo, ki je zrasla v vseh pogledih, predvsem pa je s to osnovno rumeno barvo lahko zelo opazna. Ja, v osnovi dobiš rumen T-Roc, ki je zdaj 12 cm daljši in bo v osnovi takoj všeč vsem ljubiteljem prve generacije. Ni drastično drugačen, je pa vseeno glih toliko nov, da ima spredaj ozke luči, za marsikoga nepotreben LED trak in pa veliko masko. T-Roc lahko ima zdaj prvič tudi velika 20-palčna platišča, predvsem pa je na zadnjih vratih ostal tale pregib, ki ga ima tudi Bentley Bentayga. Streha je zdaj malenkost nižja, na zadku pa LED trak in osvetljen logotip Volkswagen. Je moderno oblikovan, ampak tako, da bo množicam všeč. Zadnjič so 3 punce kar obstale in ga gledale, ko sem se pelal mimo. Mene še opazili niso. Drugi T-Roc je napreden, ker je izdelan na posodobljeni platformi MQB Evo, zato je na voljo kup varnostnih in zabavnih sistemov. Je pa notranjost k sreči še dovolj klasična, da bo voznikom všeč. Imaš recimo na voljo klasične gumbe za odpiranje stekel, 4 so na voljo, klasični gumbi so tudi na volanu, pa en gumb je še na sredinski konzoli. Tega poznamo že iz Tiguana in Tyrona, je pa za glasnost in vozne programe, pa za seveda spreminjanje ambientalne osvetlitve. Čeprav tega, ko si enkrat nastaviš, verjetno ne spreminjaš. Digitalni merilniki so pregledni, še bolj pa mi je všeč pravi projekcijski prikazovalnik, ki je na voljo prvič. Ponudi veliko podatkov in zato na merilnike med vožnjo praktično ne gledate več, te pa tudi tukaj opozarja na bližino krožišč ali nevarnega ovinka, da pač zmanjšaš hitrost. Multimedijski sistem je zdaj v redu in deluje dobro v kombinaciji s tem 12,9-palčnim zaslonom. Na vrhu imate vedno bližnjice, ki jih lahko sami spreminjate, tako da lahko recimo v tem primeru hitro izklopim najbolj tečne asistenčne sisteme ali pa recimo auto hold pred samo pralnico. Spodaj pa je vedno prezračevanje. Se vem, z navadnimi gumbi bi šlo še hitreje, je pa tako zadeva vsaj vedno na istem mestu in deluje hitro. Navigacija je malenkost požrešna, kar se časa za privajanje tiče, lahko pa enostavno preklopiš na svoj telefon, pa imaš bolj personalizirano, preko CarPlaya ali pa Android Auto. V vrata spredaj boste lahko pospravili veliko plastenko, ampak je pa predal popolnoma plastičen, tako da ni lepo odet v kak tekstil in to bo zmotilo na slabih cestah predvsem tiste, ki ne marajo poslušanja drgnjene plastike. Na sredinski konzoli imate 2 pregradi, ki jo lahko spreminjate, da potem med vožnjo ostane vse na svojem mestu, predvsem pa je na zadnji klopi več prostora. Za 2 potnika bo zadaj super, tudi več prostora je za noge, za cele 3 cm, kot je pač daljše medosje. Dobro, na sredini zadaj še vedno ne bi hotel sedeti, ker si pač malo bolj dvigen in bliže strehi, pa za 4 zdaj še bolje. In tudi prtljažnik je zdaj kar 30 litrov večji in ponudi že zelo lepih 475 litrov. Gumb za zagon je zdaj tule na sredinski konzoli in na to se zažene 1,5 litrski turbobencinski motor ETSI. Blagi hibrid, ki je trenutno še edini v ponudbi, v tem primeru pa proizvede 110 kW moči, to je 150 konjev. Prestavna ročica je po novem tule na desni strani ob volanu, kar je uporabno, je pa enaka, kot smo jo vajeni tudi iz električnih Volkswagenov. To pomeni, da T-Roca z ročnim menjalnikom ni več. Sploh. Sem mislil, da bo pogon bolj zaspan, ampak je dovolj poskočen. Ok, pri speljevanju še vedno cukne, ampak to je domena praktično vseh menjalnikov DSG suho sklopko, ki se je hitro navadiš, potem pa se do 100 na uro požene v 8,9 sekunde. Pospeševanje je kar lepo zvezno in tudi krmiljenje je bolj natančno kot prej, ker je občutek na volanu zelo prijeten. Lepo čutiš avto tudi v hitreje odpeljanih ovinkih, zelo nevtralno deluje, ni pa to seveda tako zabavno avto med ovinki kot kak Golf GTI. Ampak vem, da so vozniki prve generacije prej umirjeni kot neki divjaki, zato je tudi poraba lahko presenetljivo dobra. Evo, z veliko vožnje po avtocesti imam zdaj povprečje 6,6 litra na 100 prevoženih kilometrov, kar je v redu. Motor sam je sicer s svojim zvokom in zaspanim karakterjem še najmanj cool del T-Roca. Bo pa že poleti pripeljal tudi novi hibrid, če vas tisti bolj zanima. Boljši je tudi pri zvočni zatesnjenosti in zato je vožnja zdaj bolj udobna, ko se peljete daleč. Mal še slišim piš vetra okrog zunanjih ogledal, ampak ni niti približno moteče. Mogoče edino še nasvet, da se ne zaženete med prevelika platišča, če imate radi predvsem udobno vožnjo, ker na 20-palčnih platiščih pač ne bo tako udoben in tih, kot si želite. Res pa je, da ne bo izgledal tako cool kot zdaj.
Je mal večji kot prej, ima mal boljše materiale kot prej, je bolj atraktiven za pogled kot prej, ima skoraj enak motor kot prej, ki nam v kombinaciji s tem menjalnikom ni bil nikoli posebej všeč. Ampak za večino bo tudi ta kombinacija čisto v redu, za tiste najbolj zahtevne pa že prihodnje leto pripelje Dewey R.